Ola, dober dan, spet Markovič Uroš tukaj, zdaj me že poznate. V glavnem, gremo kar v situacijo. Danes bo tema tega videa odvisnost od porničev, odvisnost od pornofilmov. Ta video se veže na temo naravne seksualnosti. Hotel sem še enega od problemov izpostaviti in predstaviti rešitev za to. Vem, da je to velik problem v trenutnem svetu. V bistvu odvisnost od porničev je v ful večjem porastu, kot je bilo včasih. Včasih so bile te stvari ful težje dostopne, zdaj je pa to dostopno vsakomur na mobitelu. In glede na to, da je zdaj mladina in tudi starejši, ne samo mladi, vse generacije ljudi realno ful upete v svoj mobitel, je pač pornofilm na dosegu prsta. Vsako sekundo. In zastojnje. V glavnem, hotel sem predstaviti, da prvo kot prvo, pornofilmi niso realnost, to veš, ko prvič seksaš, zveš, da porniči niso realnost. In pornofilm ti popolnoma popači idejo o tem, kako bi naravna seksualnost izgledala. In se potem v bistvu v večini ljudem je pornofilm, pornič prvi stik z seksualnostjo in ti pač popolnoma popači in zatre tvojo naravno seksualnost, ker misliš, da je zdaj to, kar je v pornofilmu, pravilno, in si greš pač neko seksualnost, kjer dokazuješ svoje sposobnosti in sploh prisoten nisi v trenutku in sploh se ne ljubiš s svojo žensko. Torej, v bistvu izvajaš samo neke gibe in skušaš doseči, dokazati, koliko si zajeban, koliko si jebač. In v resnici sploh nisi prisoten v telesu v celoti in sploh nisi prisoten z žensko. Torej, sploh se ne ljubiš, ampak se greš neko atletiko. Neko igro se greš. Pretvarjanje. V glavnem, gledanje porničev popolnoma popači idejo o tem, kako seksualnost sploh izgleda, kaj pomeni spontana, sproščena seksualnost, naša naravna seksualnost, ki je naša pravica in dolžnost, da jo živimo. Zato, ker je to nekaj najboljšega za nas in nam najbolj učinkovit izraz nas, najmanjša poraba nas in istočasno možnost generiranja največ energije, najboljše seksualnosti. Torej, porniči nam to vse uničijo in popačijo. To je prva stvar, ki porniči naredijo slabo. Porniči predstavljajo naprimer 5% celotne seksualnosti. Jaz ne rečem, da vse, kar je v porniču, tega v lifeu ne moreš imeti, to imaš lahko v lifeu, ampak to je samo en mali del. To je naprimer 5% celotne seksualnosti. Seksualnost v resnici izgleda ful bolj pestra, ful bolj realna. Not so še vsi ostali deli, ki jih v filmu ni, kot so neke vonjave, zvoki, občutki v telesu, soočenje z nekimi strahovi, ki se lahko zgodijo, ranljivost, intima, ljubezen, ki je v filmih ni. Pot, utrujenost, karkoli, počasnost, mogoče še več agresije kot v porniču, karkoli je lahko. V glavnem, človek v naravnem stanju je cel spektr samega sebe in s tem cel spektr seksualnosti. Seksualnost v realnem življenju, naša naravna, tista, ki nam pripada, je 100-krat boljša kot tista v videih. Prvo, da to razčistimo. Ker ljudje se še zmeraj grejo po ustvarjanje tiste seksualnosti iz filmov. In v realnosti je 100-krat boljše. Če te zanima, torej kako bi izgledala, jaz zdaj nimam ženske,
jaz nimam ženske, jaz nisem v odnosu, jaz sem rekel, z naslednjo žensko, s katero gremo v odnos, bo nekaj resnega, itak sem zmeraj bil resen, ampak tokrat imam standarde. Tokrat imam standarde in se poznam, sem odrasel človek, odrasel moški, vem, kaj hočem in vem, kaj nočem. Do zdaj tega nisem postavljal, nisem vedel. Zdaj pa točno vem, kaj hočem in v glavnem imam standard in hočem povedati, da jaz ne morem dajati na svetu glede ljubljenja z žensko, zato ker jaz ženske zdaj nimam. Jaz lahko dajam na svete, kaj lahko moški sam naredi, zato da bo idealno pripravljen na ljubljeno žensko. Na ljubljenje z žensko, ma ne zato, da bi se dokazoval, ampak zato, da bi lahko bil sam sproščen v izražanju tega do nje. Sam zaradi tega. Tle se gre za to, da bi moški bil sproščen, da bi moški lahko izražal celo svojo seksualnost in s tem imel ful dobro seksualnost, nerepresivno seksualnost s svojo žensko in zaradi tega bil končno potešen. Ne bi imel potrebe več iskati okoli, se dokazovati in se skrivati in živeti v strahu in sramu, v neopolnomočenosti. V glavnem jaz dajem samo nasvete za pač moške, valjda to se vse aplicira na odnos in ima same bomba posledice za odnos in za žensko, ampak to so prakse in predstavitev problemov in rešitev za to iz moške perspektive. Torej, porniči ti uničijo pogled na seksualnost. To je 100%. Zdaj gremo na drugi problem. Torej, pač kaj moraš narediti za ta problem? Moraš pač nehati jih gledati. Moraš porniče nehati gledati in se moraš začeti biti realen in sprejemati vse, kar se tisti trenutek dogaja, ko se ljubiš s svojo žensko. Se soočati z neprijetnostmi, ki se izražajo v trenutku, ko se pač soočaš s svojo žensko, ko si v intimi z njo. To je to. To je vse, kar moraš narediti in nehati gledati porniče. Gremo na drugi problem. Drugi problem, ki se zgodi, ki sem ga že predstavil v enemu od videov, je, da porniči, torej da popačijo sliko smo razrešili, ampak kaj naredijo še? Ti boš ob gledanju porničev, torej porniče gledaš zato, ker se hočeš primeti za penis, hočeš si ga zmasirati, hočeš si ga zdrkati. In kaj je problem? Problem je, da ti razvijaš neko prakso masiranja, drkanja, masturbiranja ob gledanju teh videov. In zdaj glede na to, kaj skušaš doseči, kaj skušaš dobiti iz gledanja tega videa, boš razvil dve različni praksi. V glavnem sta dve različni praksi. Ena praksa je mogoče hočeš čim prej doseči orgazem, ta najjačji občutek seksualnosti, ki ti je tisti trenutek kot nekemu nezrelemu moškemu poznan, kar ni v resnici najjačji občutek, ampak kot nekemu nezrelemu človeku, ki ne pozna svoje seksualnosti, je orgazem nekaj najjačega. In če je to tvoj namen s tvoje seksualnosti, da dosežeš orgazem, potem boš ti odprl pornič, se primil, se zmasturbiral in dosegel hiter orgazem. In ti boš torej na primer minuta, 30 sekund, 5 minut, nema veze. V glavnem, prišel bo prej, kot bi se ti sploh lahko sprostil in začel se soočati in spoznavati s svojo seksualnostjo. Kakšen si, ko si seksualen, da se sploh razvije neka prava dobra erekcija. V glavnem ti boš na tak način, da zmeri hrpeniš samo po orgazmu, ker te tako močno stimulira video in je to edino, kar si želiš, ti boš pač razvil prakso, tako kot se boš natreniral, to boš imel. Če boš zmeri natreniral, da si ga na hitro zmasiraš in imaš izliv, bo to tvoja cela seksualnost. In tako boš tudi v odnosu žensko. Še preden bo prišlo do seksualnosti, ti bo že prišlo. Ali pa lih bo začela, ti bo prišlo. Ne boš mogel razviti nobene seksualnosti žensko. In potem kaj delajo tipi? Tipi se poslužujejo nekih metod, da si ga najprej zmasirajo, imajo izliv in grejo se potem ljubiti, kar ni isto. In je penis bolj nem in manj energije imaš in več izgubljaš, ker si imel že en izliv prej.
ta seksualnost ni sproščena in ni trajnostna in ni akumulativna. S tem ne generiraš ničesar, samo še več zgubljaš. In potem se pač poslužujejo pač različnih drog in nekih substanc, kakršnihkoli substanc in drog za podaljšanje izliva, za onemitev penisa oziroma za onemitev celega telesa, da pač rataš bolj nem. In to spet ni sproščena spontana seksualnost, ker si odvisen potem od neke substance, od neke tehnologije, ki ti bo omogočila, da se lahko ljubiš drugače, kot si to natreniral. In torej, to je en del, to je en način, kako se lahko natreniraš, torej, da ti pride hitro. Drugi način je pa, da imaš na primer ljudi, ki na primer odprejo pornič in v bistvu jim orgazem sploh ni pomemben, ampak jih ful fascinira pregledovanje tega seksualnega materiala, čim bolj pestro in čim bolj novo in da je čim več tega in so mahnjeni na to, da bi čim več seksualnega materiala pregledali in konstantno zavračajo imeti izliv, ker mi je pomembno samo to, da bi čim bolj bili izpostavljeni seksualnemu gradivu, seksualni vsebini. Torej, čim dlje in čim več pregledati in to je na prvem mestu. In pač pri takem masiranju boš razvil mogoče opcijo, kar se zgodi pri nekaterih ljudeh, da orgazma potem sploh ne dosežejo med seksualnostjo, da orgazma sploh ne morejo doseči, tudi če bi ga želeli, ker so ga konstantno zavračali, zanikali in podaljševali, ker so bili obsedeni z gledanjem materiala. In pač razviješ potem to, da potem orgazma sploh nimaš, tudi če si ga želiš. In to sta pač dva ekstrema. To sta dva ekstrema, ki se razvijeta. Če te zanima samo orgazem, torej samo neka tvoj seksualni naboj, ali pa če te zanima material, ki ga gledaš. Če te zanima material, ki ga gledaš, lahko pride do tega, da orgazmu sploh ne boš imel. Če te pa zanima samo orgazem, boš pa pol samo orgazme še imel in nič drugega. In to sta dva ekstrema. V glavnem, kaj je rešitev za to? Rešitev za to je torej obe muhi lahko rešimo na en mah. Rešitev za to, da imaš orgazem prehitro oziroma tako hitro, ne dovolj dolgo, da bi se ti sploh spoznaval in razvijal intimo sam sabo in svojo žensko. To lahko rešiš preprosto na način, da spet nehaš gledati porničev. Moško seksualno solo prakso sem že opisal v enem videu, pejdi si pogledati, to je to. Bom ponovil na hitro, torej nehaš gledati porniče, vzameš si čas, stimuliraš se samo s svojo notranjo seksualno energijo, s svojo potrebnostjo, željo po seksu in ne z stimuliranjem z videom. Lahko si pogledaš, naprimer, kakšno sliko lepe ženske, da je oblečena, naprimer, čim manj v glavnem zunanje stimulacije, čim manj zunanje stimulacije in čim bolj realna. Ne neke plastične, popolnoma spimpane ženske, ampak neka realna ženska, neka naravna lepota. To, kar boš pač v življenju najdel, to, kar boš v življenju imel, to, kar hodi po ulici. Ker če boš gledal une cele naštimane in sfotoshopirane in spimpane ženske, plastične, tega v realnosti ni. In pač se boš navadil na nek standard dopamina, na nek standard privlačnosti, ki ga v realnem lifeu ni. Torej, če si obseden s porniči, moraš pač začeti, če hočeš imeti naravno seksualnost, zmeri manj stimulacije imeti v življenju in cilj je, da priješ do tega, da si lahko stimuliran sam s sabo. Torej, nobene stimulacije, preprosto, ker imaš željo po seksualnosti, se ti dvigne in si ga masiraš. Lahko se gledaš, naprimer, v gledalo je ena opcija, lahko zapreš oči in se masiraš, mogoče, če slučajno pride, imaš kakšno fantazijo normalno, ali pa pač neko oblečeno lepo žensko naravno. In to je to maksimum. To, kar boš imel v realnosti, to moraš trenirati. Cilj
je biti vzburjen sam s sabo. Torej, to je naravna seksualnost. Ko si bil otrok, ko se ti je prvič dvignil, to je to. Si bil nekje mogoče doma in se ti je kar tako za brez razloga dvignil. To moraš doseči, to je cilj. To je naravno. In ko dosežeš to, tako da si ga pač preprosto masiraš brez stimuliranja in podaljšuješ, da nimaš izliva, torej podaljšuješ ta čas masiranja in podaljšuješ, da bi imel izliv in mogoče imaš na začetku čez 15 minut izliv ali pa čez pol ure izliv. Mogoče na neki točki čez pol ure nimaš izliva in ti je kul, da ga nimaš. Pač s tem, ko boš podaljševal in do neke mere zanikal izliv in kdaj ga celo imel, boš pač razvil sposobnost, da lahko, ne zato, da se dokazuješ v seksualnosti, koliko si mačo, zdaj se lahko ljubiš 5 ur, ne zaradi tega. To ni cilj. Cilj ni dokazovanje. Cilj je sproščena, spontana seksualnost. Zato, da lahko sploh nekaj razviješ, da imaš prostor in čas, ker lahko se ljubiš z žensko. To je cilj. V glavnem, kaj lahko ta drugi naredi? Ta drugi tip isto. Spet, nehaj gledati porniče. Če sploh ne moreš imeti orgazma, ker si že tako nem, ker si toliko tega materiala pregledal, nehaj gledati porniče. Nehaj gledati pornofilme. Nehaj buliti v pornofilme spet. Na isti način ne bom se ponavljal, ker se že tako ponavljam. Zreduciraj ta dopamin, zreduciraj to zunanjo stimulacijo, fokusiraj se na samo svojo stimulacijo, začni jo zmanjševati, ne rabiš jo takoj odrezati, cilj je, da si sam sabo stimuliran in se bo vse samo od sebe rešilo. Jaz tega problema osebno nisem imel, poznam ljudi, ki ga imajo in so rekli, da se je samo od sebe zrihtalo, preprosto, ko so odvzeli porniče strani in si dovolili imeti orgazem, tudi prej. Pač mi moramo priti nazaj v ravnotežje, zmeraj se na vseh področjih v življenju nahajamo v ekstremih in moramo priti v ravnotežje. To, kar boš treniral, tako boš živel. In treba biti zaveden pri temu. In to je to, da ne funkcioniraš na neki avtomatski način, se moraš pač zavedati, zdaj se tako obnašam, zdaj je mogoče kul, da imam čez 15 minut orgazem, ne rabim 2 ure podaljševati tega. Ampak v tem primeru, kjer zdaj opisujem, kjer človek ne more dosegati orgazme, se s tem sploh ne rabiš ubadati. Dostikrat se zadeva samo od sebe reši, ko ljudje začnejo masturbirati oziroma se masirati brez stimuliranja. Se bo samo od sebe rešilo. Zato, ker bo fokus v telesu, ne bo v materialu, ki ga gledaš in boš bolj v stiku s svojo seksualno energijo in moški je po naravi narejen, da mu prej pride kot kasneje. Tako da ta problem bo samo od sebe rešen. Ta prvi, ki sem ga razložil, pa ima malo dela z treniranja, z podaljševanjem časa, kdaj bo imel izliv. To je to, oba dva pa morata stran dati zunanjo stimulacijo oziroma začnijo zmanjševati. Prej, ko se lotiš, prej bo rešeno. Ok. Gremo zdaj na en problem, ki je mogoče še največji in isto zelo preprosto rešljiv, ampak za vse rabi cajt. Naprimer, eden od problemov je ta, da tako kot jaz in marsikar moški, ki je od otroštva in kot prvi stik s seksualnostjo, ki ga imel, je gledanje porničev, kaj se zgodi, da pol, ko priješ v stik žensko, se ti kurac sploh dvigne. In to zaradi tega, ker obična ženska iz ulice, na koncu vidiš, da ni nič posebnega, ker une v filmih so cele naštimane in sfotoshopirane in plastične in prirejene popolnoma in še obnašajo se na tak način in pa takimi koti posneto in v glavnem tako je narejeno, tako stimulativno je in če samo to gledaš, kaj se zgodi? Na neki točki rabiš zmeri več, dopamin tako deluje. Dopamin deluje tako na tak način, torej ti rabiš zdaj to dozo
In ko se navadiš na to dozo, na neki točki ta doza ne naredi več efekta, rabiš močnejšo dozo. In torej, tako je bil moj life, in tako vem, da je life marsikerega tipa, da najprej na začetku gledaš normalne pornofilme, torej, kjer moški in ženska seksata in to je to. Potem s časoma, naprimer z leti, ko se pač na to navadiš, in ti ni več nič takega, torej greš zmeri bolj v neke agresivne zadeve, mogoče v neke kinke, v neke fetiše in na koncu pride do tega, da gledaš vse, da gledaš svašta, da pogledaš vse, kar obstaja. Zato, ker te ono normalno več ne stimulira. In v glavnem, če si odvisen od porničev, kaj pomeni odvisnost od porničev? Ne? Odvisnost od porničev ne pomeni, da kao pornič rabiš in da brez njega ne moreš. Ker jaz sem si mislil, ja, saj lahko brez porničev živim, ni problem. To ni odvisnost. Odvisnost od porničev je, ko se ti penis več ne dvigne brez porniča. Takrat vidiš, da si odvisen. In, naprimer, jaz sem imel ta problem, da meni se sploh preprosto pač dvignil nikdaj. Ni bilo neka grozna verzija tega, se mi je dvigal, ampak ful manj, kot bi želel. Naprimer, niso vsakič. In poznam primere, da se pač preprosto je impotenten, moški, ki je impotenten, je nesposoben erekcije, torej erektilna disfunkcija, impotenca, nesposobnost seksualnosti. Jaz nisem imel tako grozne verzije, jaz sem imel samo tako, da se mi pač kdaj ni dvignil, kdaj se mi pa pač je. Ampak imaš pa ekstremne primere, kjer dobesedno tip ni sposoben seksualnosti. Vidi lepo žensko, ženska mu je privlačna, hoče biti z njo, ampak dvigne se mu ne, zato ker je toliko stimuliran, toliko bil navajen na to nenaravno, pretirano stimuliranje iz videov, ki v realnosti ni, da pač preprosto noben ne dosega tega standarda. In v glavnem spet, kaj treba narediti? Če imaš problem z impotenco, če imaš problem torej, da ni potence, da se ti ne dvigne, jaz sem imel delno tudi ta problem, tako da razumem popolnoma, da če se ti ne dvigne, se počutiš ko en šibek shit, se počutiš nevreden, sram te je in strah te je. Jaz iskreno glede tega nisem imel dosti problemov, mene tako malo boli kurac, kaj si misli folk, kaj si misli ženska, pač jebi ga, je tako, ko je. Ampak marsikomu je to zelo neprijetno in se noče soočiti s tem občutkom manj vrednosti in s temu sramu in strahu pred impotenco, pred tem, da bi izpadel šibek, in potem se zatekajo taki ljudje k raznim drogam in substancam in nekim dokazovanju svoje vrednosti, zato ker se nočejo počutiti nevrednosti. Ne, tle pridemo na tisto, kar cel prodajam, da če se hočemo očistiti strahu, se mu moramo predati. Če se hočeš opolnomočiti, se moraš soočiti s tem občutkom manj vrednosti ali pa naprimer neke jeze ali žalosti, ki bi se ob temu izrazila, ali pa preprosto samo počutje manj vrednosti, da si šibek, da si ko ena palenta, en tak šibek, odrasel človek, ki ni moški, ki ni pravi moški, z občutkom, da nisi pravi moški. Z vsemi temi občutki se moraš soočiti, če hočeš biti nenavezan na njih. In če nočeš biti navezan na to, da bi zmeraj izpadel zajeban in se dokazoval, če se hočeš sprostiti, se moraš s temi občutki soočiti, se počutiti tako, si jih priznati in tudi jih v tisti situaciji svojo žensko pač izraziti. In jih živeti, samo tako greš lahko preko njih, samo tako lahko razrešiš ta problem in samo tako ne boš več imel potrebe biti navezan, se dokazovati, da nisi to, da si nekaj več, da si vreden, da si super mačo jebač. In ne boš odvesen zaradi tega od nobene substance, preparata, ki ti bo omogočal to dokazovanje. Boš končno sproščen, torej predaja življenju. V glavnem, če imaš problem z impotenco zaradi tega, ker si celo življenje bulil v porniče, odreži porniče stran. Tako kot z vsako drogo in odvisnostjo je treba pač zadevo odvzeti stran in se soočiti z občutki, ki se sprožijo, ki pridejo,
v realnosti življenja, ko te substance ni in ko si soočen, ko nisi več nem, zdaj si živ in se začneš soočati s celim spektrom človečnosti, s svojimi problemi. To je to, z vsem, v čemer se nočeš videti, vso neprijetnostjo samega sebe. In dokler ne boš tega sposoben živeti, tako kot si sposoben živeti preostale dele sebe, ki ti jih je mega živeti, boš to skrival, od tega bežal, ne boš nikoli tega razrešil in boš hlepel po teh drugih delih sebe, ki so ti ful fajni in dokazujejo, da teh delov tebe ni. To je to. In zaradi tega nisi svoboden. V glavnem odreži porniče stran, če imaš impotenco. Odreži jih stran oziroma spet začni zmanjševati zadevo, stimulacijo. Kot pravim, jaz nisem popoln, jaz nisem zmeraj popolnoma sam, kdaj si pogledam kakšno lepo žensko, samo sliko, naprimer njenega obraza in občudujem njen obraz in je to stimulacija, naprimer. Ampak je rabu cajt, da sem prišel do tega. In cilj, kot pravim, je, da bi zmeraj lahko bil brez tega. Nisem popoln. Vsak človek je še zmeraj ima neko delo na sebi. Popolnost itak ne obstaja. Cilj je biti sproščen. Cilj je biti v ravnotežju. To je to. Torej zmanjšuj stimuliranje, cilj najti bo, da priješ do tega, da si sam s sabo stimuliran, da imaš sproščeno seksualnost, kjer imaš svobodo izbiranja, ali boš orgazem imel ali ne. To je cilj. Če nimaš sposobnosti, kot sem prej rekel, da orgazma nimaš ali imaš, torej da ga samo nimaš, ali pa da ga samo imaš, nisi svoboden. Torej, tisti video, ki sem ga naredil na temo moška solo seksualna praksa, je rešitev za vse seksualne probleme. Za vse probleme je rešitev tista praksa. Poglej si video, že je objavljen, ful je dober. Če boš delal tisto prakso, se bo tvoja seksualnost vrnila v naravno in vsi problemi bojo odrešeni. Vsi problemi, ki si jih lahko zmišljiš. Glede neke erekcije, orgazmov in tega, da bi imel pač seksualnost s svojo žensko. Torej, razložili smo, da gledanje porničev popači sliko seksualnosti, predizliv in sploh, da izliva nimaš, sem povedal rešitev. In če si odvisen od porničev, da imaš impotenco, sem tudi povedal, kaj je treba narediti. To je to. Hotel sem narediti ta dodaten video, zato da se razčistijo stvari. Če imaš še kakšne druge probleme v življenju glede seksualnosti, mi napiši komentar, drugače pa se lahko posvetuješ z mano 1 na 1, piši mi pod osebna sporočila na Facebooku, Instagramu, lahko mi pa pišeš mail. In za vse stvari je spodaj v opisu link, za vse, kar sem omenil. To je to. See ya.